Naš Bog je mogočen, silen Bog. Tisti, ki verjamete v to, lahko vstanete zdaj in vsi skupaj zapojemo. Naš Bog je mogočen, silen Bog, ki nas neba z močjo, ki modrostjo in brezmejno ljubeznijo. Naš Bog je mogočen, silen Bog, ki nas neba z močjo, ki modrostjo in brezmejno ljubeznijo. Naš Bog je mogočen, silen Bog, ki nas neba z močjo, ki modrostjo in brezmejno ljubeznijo. Naš Bog je mogočen, silen Bog, ki nas neba z močjo, ki modrostjo in brezmejno ljubeznijo. Naš Bog je mogočen, silen Bog, ki nas neba z močjo, ki modrostjo in brezmejno ljubeznijo. Naš Bog je mogočen, silen Bog, ki nas neba z močjo, ki modrostjo in brezmejno ljubeznijo. Naš Bog je mogočen, silen Bog, ki nas neba z močjo in modrostjo in brezmejno ljubeznijo. Aleluja. Zdaj bom še jaz povedal eno zgodbo, svežo. To ni vic, to je resnična zgodba. Veste, kdo je Messi? Messi, slišali za Messija? Najboljši nogometaš zdaj na svetu, v Barceloni. Messi. Pri 7. razredu včeraj pri verouku se pogovarjamo in beremo tam iz knjige Jezusove evangelije, se pravi, ko prideta dva učenca k Jezusu, potem en učenec gre k drugemu in reče, našli smo Mesija. In sem rekel enemu otroku, naj bere, in je bral, našli smo Mesija. Jaz sem rekel, Mesija. Mesija. Amen, aleluja. Zoran, hvala za čudovito poučevanje, globoko duhovna spoznanja. Pa bi te malo par stvari še vprašala. Ko bomo pili pijačo s tabo v nebesih, bomo doma. Drži? Tam bomo doma. Ampak, a drži, da če sem pri Jezusu, sem že tu na zemlji doma? To pomeni, če pridem v Maribor, pridem med brate in sestre, sem doma, pri Jezusu z njimi. Pridete ljubljeni Mariborčani v Ljubljano, med nas, brate in sestre, ki smo z Jezusom in smo spet doma. Drži? Ja. Aleluja, Bogu hvala. Sploh ne moramo biti brez doma, ki je nekaj največ, kar imamo lahko v življenju. V Jezusu smo doma. V Jezusu smo skupina, smo skupnost, smo bratje in sestre in skupaj smo močni. Na vseh področjih, v ljubezni, da si pomagamo, da se podpiramo, ko nam je težko, da molimo drug za drugega, ko smo v preizkušnjah, ko smo bolni, ko se nam vse ruši, da slavimo Gospoda, se zahvaljujemo za težke stvari in se zahvaljujemo za vso dobroto in vse blagoslove in vse dobre stvari, ki se nam v življenju zgodijo. In tudi, da skupaj stopimo v pomembnih projektih, a ne Zoran. TV Exodus, ali je to sad družine, ali je to sad bratstva in sestrstva v Jezusu.
Drži. Zoran je svojo ekipo ustanovil prvo slovensko katoliško televizijo. Predtem je ni bilo in če ne bi bilo Zoran, ekipo je ne. Tako da, Zoran, jaz mislim, da šele v nebesi bomo zares spoznali veličino tega tvojega dela in ljudi, ki stojijo s tabo pri Gospodu. Gospodovo delo se strinjam, ampak brez rok, brez naših rok včasih ne gre. In Zoranu želimo, moramo, hočemo pomagati vsi. Prenova poskuša po svojih močeh v celoti in zato tudi vse nas ostale vabim, da se še pridružimo. Za darovi, za te Exodus se ne financira z nobenega državnega denarja, drži, ne? In ne cerkvenega. Torej, od darov, bratov in sester. Tako da kdor želi biti boter televiziji, lahko na internetu dobija, prijavnico pa se prijavi, ali občasno kaj daruje, ali redno, tako da res srčno vabljeni. Pomembno je, da naša televizija obstane. Pa če hoče kdo imeti reklamo, sama delam v marketingu, povem, da pri Zoranu se te stvari ugodno dajo zmerno, ne? Bolj kot na drugih televizijah, tako da priporočam, kdo želi imeti reklamo. No, torej res povabljeni, a ne. Potem imamo pa še naprej, povabljeni smo tudi, da to občestvo, ki smo danes tukaj, še naprej strnemo vrste. Uspeli smo, imamo zagotovljeno srečanje prihodnjič 100% z našimi darovi, zadnje srečanje, Andrej, bomo pa še videli. Tako da, kakor kdo zmore, kakor želi, bomo danes dali spet na košarno za nabirko skozi, da vidimo, če uspemo pokriti še zadnje srečanje. Če ga slučajno ne bi, bomo razmišljali, ali gremo v cerkev, ali gremo v drug prostor, drugo rešitev. Ampak jaz verjamem, da bomo zmogli. Če smo zadnji za zdaj, bomo tudi pa za naslednjič, bomo še eno srečanje, mislim, da skupaj spravili. Tako da res, kakor kdo zmore, še enkrat, tu ni potrebno dati tistega, česar ne morem, če pa lahko en delček odstopim, v bratski in sesterski družbi, zato da bomo se srečevali še naprej, potem pa res to naredim, tako da lepo povabljeni. Košarce bojo šle in vsak v svobodo. Zdaj boš na to temo še kaj dodal, ali bomo vsi naprej začeli. Tako da zdaj pa prepuščam Andreju. Lepo naprej. Hvala Gospodu za vse. Sedaj smo slišali poučevanje, kako Jezus deluje v novem življenju. Sedaj bomo poslišali pričevanje o tem, kako Jezus dejansko daje novo življenje posamezniku, vsem ljudem. Pričevala bosta zakonca Ajd, ki jih prav tako povabim tukaj na oder. In sicer, ona dva sta tudi iz Gornje Lužnice. Zanimivo, iz iste župnije, kot je gospod Zoran. Tako, danes imamo tukaj, da bomo rekli mariborsko zasedbo, ampak recimo Slovenije-bistriško zasedbo ali pa Zgornje Lužniško zasedbo. Prosim. Gospod Zoran je imel tako mali listek, mi imamo pa takega velikega, toliko. Za 10 minut smo se tako veliko pripravljali, tako da bo Gospod naredil čudež, da bomo lahko vse povedali, kaj je Gospod stvoril na enem življenju. Pa se hecam, samo danes bomo samo delček tega, kar smo z njim doživela, povedala. Če lahko rečem, 18 let živimo v novem življenju. Če smo in hvala Gospodu resnično za to milost, ki smo je prejeli od njega, da lahko resnično živiva novo življenje in da lahko pričujemo zanj in o njegovih velikih delih. Če začnem pri sebi, sem bil res krščansko vzgojen, ampak Maša mi ni dala nič, bi lahko rekel, po domače povedano.
Tako da sem manjši hodil zaradi tega, ker so starši želeli, jaz sem pač hodil odgledati kakšne punce, ki bo prava za mene in tako dalje. In v to moje življenje, ker sem živel pri starših, ki sta imela obrtnika, smo delali tudi vsako nedeljo. Vsaka nedelja je bila pri nas delovna. Tako da že iz te plati gledam, ni bilo dejansko blagoslova potem za moje nadalje življenje. In že pogledam, bil sem zelo zafrustriran fant, nekomunikativen, jezen, na celi svet, za denar bi mogoče naredil celo vse. Znal sem ogovarjati, lagati, vse te zemeljske vrline pod narekovajih, ki jih svet nudi. Edino preklinjal nisem, to je bilo. Veliko krat sem imel kaj hudega zagovoriti čez duhovnike in tak dalje. Vsaka maša mi je bila predolga, sem gledal na Uroš zopet vleče, tistih 5 minut prek ne more nehati. Ne vem, vedno je bilo kriza. In ko sva se poročila z ženo, Svetko, ki mi je Bog verjamem poslal na mojo pot, je prvih par let bilo kar lepo. Ta zaljubljenost, ljubezen pa ima kratek rok trajanja, to si vemo. In po določenih letih je prišla na en zakon velika kriza. Kriza, ki je pripeljala tako daleč, da se je skoro na en zakon razpadal. In na veliko veselje je škof poslal na našo župnijo gospoda Zorana, ki je videl to najino stisko. Ja, torej, naš župnik je prišel k nama na obisk in naj je povabil na molitveno skupino. In najprej se je tega odzval Janez, potem še jaz, vendar smo nekako bolj iz ljudnosti začetko šla na to molitveno skupino. Videl je verjetno tudi stisko, kakšno sem tudi jaz sama doživljala, ker se z možem nisva razumela, sem bila zelo jezna na njega, bilo je tu polno neodpuščanja, nisva se znala pogovoriti o tem. Veliko sem bila jezna tudi na taščo, ker mož je vse, karkoli je rekla tašča, je bilo ok, kaj sem rekla jaz, je bilo vse narobe. Tako da v meni je bilo počasi naraščal tudi ta nemir, jeza, nespečnost, nisem spala. Imela sem tudi krvni pritisk, povišan. No in potem, ko sem začela počasi hoditi na molitveno skupino, je rekel naš župnik, zdaj pa pojdite na duhovne vaje za zakonce. In seveda sva šla na te duhovne vaje, kjer je bila za naju ena taka velika prelomnica, ker je Bog posegel tudi takrat v življenje, oziroma nam dal nova spoznanja, pa naj Janez pove, kakšno spoznanje je takrat dobil. No, na teh duhovnih vajah je bila ena beseda, tudi en stavek iz Božje besede, in zapustil bo mož očeta in mater in bo ta za ženo eno. In tistikrat, v tistem trenutku so padle z mojih oči, kot da je padla zavesa, kot da so padle luskine in sem spoznal, kaj sploh delam v življenju. In vedno sem postala mama na prvo mesto, žena je bila potem nekje zadaj. Tako se je zgodilo z menoj. Ampak od tistega trenutka naprej sem začel svojo ženo spoštovati, prej sem vedno razmišljal, vedno mi šlo na živce. Vedno sem hrepenel dejansko po njeni bližini, ko pa sem prišel v njeno bližino, pa bi menda kar vrat zavil, taka jeza. Ampak pogledajte, kako je tu Bog dober. Ko Bog stopil v to moje življenje, spremenil mojo notranjost, spremenil tudi moje srce. In ko je gospod Zoran rekel, zdaj naprej bosta pa morala moliti 10 minut, pa sem rekel, to pa bo huda. 10 minut ni možno spraviti skupaj, ni časa. Ampak smo strajali. Potem je prišel do pol ure, potem duhovne knjige. In lahko rečem, 5 let naj je zdrževal, vsaki dan skoro spremljal na najni življenjski poti. In hvala Bogu resnično za gospoda Zorana in za vse milosti, ki jih je delal gospod preko njega. In tudi v mojem srcu so se zgodile spremembe. Ta stari človek, ki je bil, ki je znal ogovarjati, ki je znal lagati, tako dalje. Lepega dne sem se vprašal, Janez, kje pa so zdaj te tvoje vrline? Bog jih je odstranil.
In če bi se še kakšna vrna, me je moja notranjost upozorila, pazi Janez, tega pa ne delaj. In če sledimo njemu, tako kot smo midva sledila, potem je blagoslov na tej poti. In dela v vseh področjih najinega življenja. No in ko sem midva tako začela moliti, je Bog dal tudi to milost, se pravi tudi po teh poučevanjih na molitveni skupini, da moramo drug drugemu odpuščati. In me je zelo zadel ta stavek iz Božje besede, naj sonce ne zaide nad vašo jezo. In vedno bolj, ko sva hodila v molitveno skupino, sem začela verjeti v Božjo besedo, v te obljube. Tam smo brali Božjo besedo in so bile tam neke obljube, obljubljali so, Bog obljublja mir, pa ljubezen, pa veselje, pa jaz tega prej nisem imela. Tudi jaz sem bila takšna, da bi Janeza najrajše, žlico vode potopila. In včasih sem prej mislila, čakaj malo, ko malo otroci zrastejo, potem boš pa ti že videl, da bom, sem si mislila, da bom zapustila, karkoli pač bo. Torej, po teh molitvah, po duhovnih vajah, potem, ko sem spoznala, da mu moram odpustiti, da to zame dobro, sem rekla, Gospod, hočem odpustiti, želim odpustiti, daj mi milost. In po tistem je tudi Bog tako vstopil v moje srce, da je tisto bolečino, ki sem jo prej čutila do Janeza, oziroma zaradi tega, kar je on meni storil in zaradi vse te jeze, je ta bolečina enostavno odšla. Jezus je ozdravil. In to samo z molitvijo. Potem redno smo hodila k sveti maši, vsako nedeljo. Nedelja je bila potem vedno rezervirana, in to še sedaj, bom rekla, za Boga, za sveto mašo, za družino, da gremo z družino, da smo skupaj z družino. Potem smo se trudili vsak večer moliti in tudi imamo zdaj tudi midva naprej podjetje in tudi v teh kriznih časih vidimo, da marsikoga je strah. Moram reči, da naju ni strah, ker moliva za to in enostavno v srcu je mir, ker nekako se trudiva zaupati Gospodu, da bo on urejal to najino življenje. In poleg tega miru je Bog ozdravil tudi mene. Imela sem hepatitis B in zdravniki so rekli, da pač to bom pač do smrti imela, da ne enkrat na leto grem na kontrolo. No in potem sem jaz to spoznala, ko sem rodila četrtega otroka, torej imamo 4 otroke. Sem tudi takrat rekla, da je morajo cepiti punčko, tako kot so ostale. Pa so rekli, se nimate vi hepatitisa B, ker so mi pregledali kri. Z njega seveda imam, če pa so mi to skozi rekli, pa na kontrole sem mogla hoditi, pa tako ne. No in so potem še naredili razširjene preiskave in so rekli, vi nimate hepatitisa. Tako da slava Gospodu tudi za to. Gospod Zoran je prej govoril o zakramentih. In bi povedala za najino hčer. Mama, 3. hčera je neglušna, nosi aparate, pri enem letu je oglušela in se ne ve zakaj. V glavnem nekega dneva, sedaj je stara 19 let, to je bilo lansko leto, spomladi nekje, je v ponedeljek zjutraj se zbudi in pravi, da nič ne sliši. Z aparati in midva sva potem rekla, da preveri baterije in tako dalje z aparatom, če vse vredi in nič. In midva seveda smo tudi molila za to. Ampak min je ponedeljek in torek zjutraj ni bilo stanje nič boljše. In takoj sva poklicala našega gospoda Zorana, če bi lahko podelil bolniško mazinjenje. In rekel, seveda, lahko prijeta takoj. In žena je z hčerjo šla tja, in po obredu bolniškega maziljenja, enih 10 minut po tistem, je slišala normalno, tako kot je prej slišala. In hvala Gospodu za te zakramente, ki jih lahko uporabljamo.
Torej v Svetem pismu sem tudi prebrala stavek Moje ljudstvo propada zaradi nespoznanja. No in zato sva midva se vedno odločala, da sva brala dosti duhovnih knjig, na prvem mestu pa seveda je še vedno Sveto pismo. In tako, da sva Bogu vedno hvaležna, ker nam odpira nove zadeve, ki jih morava še njemu izročiti, da lahko on spreminja najino življenje. In se zahvaljujemo Gospodu za to najino novo življenje in za to, da se sedaj lahko vse pogovorim z možem, z Janezom. Torej, vse, kar me tare, lahko z njim podelim, on me sedaj razume, tako da hvala Gospodu za to, da je tudi spreminja mojega moža. Odgovor je Gospod jo je videl. In Gospod hoče, da ste tukaj z nami. Kako si mi tega že veselimo, da bomo slišali, kaj čudovitega je Gospod naredil v svojem življenju. Tako da prisrčno dobrodošla. Še dva štajerca tukaj iz kjerega konca. Vsem dober večer, zelo vesela, da vas veliko sem srečala, s Poldekom sem vas srečala na seminarjih, najbolj pa seveda smo vesele gospoda Zorana, ker se mu danes iz tega odra še enkrat zahvaljujeva, da smo smela biti v njegovi skupini in pa seveda zakoncema Ajd, ki sta ta trenutek pričevala. Z njimi smo bili zelo dolgo in zelo veliko so za nas molili in midva smo nekje plod njihove molitve in hvala Gospodu, da smemo biti nocoj tukaj vsi. Ko smo doma molila, nama je nekako Gospod razodel, da bi jaz pregovorila o najnem novem življenju, o tistem, kako smo ga tudi midva srečala. Poldek pa naj bi govoril o teh stvarih, ki jih pa danes doživljamo na molitvenih skupinah. Smo vključena več molitvenih skupin, jih vodimo in smo zelo vesela Gospodu Zoranu, ko je rekel takole, jaz grem na prosto leto, zdaj pa vsi, ki nove molitvene skupine, da takole nas je kar tak vrgo. In smo bili kar na nek način prisiljeni, več k njemu nismo mogli in smo bili prisiljeni in imamo čudovite molitvene, karizmatične molitvene skupine, kjer doživljamo velike milosti in te milosti bi nocoj tudi z vami radi podelili. Midva sva, lahko rečem, živela čisto tako posvetno, gradila dom, imela otroke, zraven naj so na nek način odraščali. Tudi k maši smo hodila tako, kot sta zakonca povedala Ajd, nič posebnega nama ni bila sveta maša, nič posebnega sakramenti, vso tisto znanje, ki je bilo od verouka, od malih nog, nama je nekje odšlo in moram povedati, smo posvetno živela. Vendar Gospod je poskrbel po nekih molitvah na naših starih mam in vseh teh ljudi, da je Gospod poslal na veliko preizkušnjo. Naš sin, 18 let star, je zbolel za dilatativno kardiomopatijo. To je na nek način bila odpoved srca in užival je zraven vseh sort stvari, še zraven od mamil in uživanci in živel posvetno. Vendar za nami je bila ta bolezen seveda središče vsega. 96. leta, ko je bilo tako hudo pri nas, pa ta sin na nek način umiral oziroma ni bilo rešitve. Zdravniki so rekli, da bo pristal za presaditev srca. Bile so vse preiskave narite in smo čakali na nek način na novo srce. Moram povedati, da sem kar naprej bila v strah o tem, da bo dete umrlo, ker je bilo to zelo, lahko rečem, rizično. In 96. leta smo imeli v Ljubljani en pregled, nedeljo popoldan, po televiziji pa smo prejšnjo večer gledali enega karizmatika, mogoče se še kdo spomni, Tardifa, iz Dominikanske republike, ja. Ste bili nekdje tam, krasno, Bogu hvala. Glejte, in tam smo midva videla te milosti. Ljudje so z vozička ostajali, ljudje so tam spregledali, uslišali. In tisti trenutek moram povedati, da smo tudi midva, takole nas je zdelo, da naj je Jezus kar prijel in naj jo zbudil. Halo, zbudite se, začnite moliti. In moram povedati, tisto večer smo midva začela za najnega sina moliti. Molila, romala in po 2 letih smo romala tudi v Mečgorje. In tam je pristopil pater Slavko, po 3 dneh molitve,
je pristopil, je položil roko na mojo glavo, tisti trenutek sem bila pač tam, in je rekel, veš kaj, že 3 dni te gledam, imajo darove Svetega Duha, ki obstajajo, vsi veste, da darove Svetega Duha obstajajo, verjamete? Verujete? Ja. Okay. In on je to imel in videl je to stisko v mojem srcu in je pristopil in je rekel, že 3 dni te gledam, je rekel, povej mi, kaj je. In jaz sem mu povedala, da pač imamo bolanega sina in da pač čakamo novo srce, oziroma jaz moram povedati, da sem v duhu skozi nekaj prosila Jezusa, naj ozdravi brez tujega srca, če je to možno. In tisti trenutek moram povedati, da sem res Marijo iz nas srca prosila, naj ne umre nihče, ampak ti ozdravi našega sina. In takrat je položil prvič nekdo roko na mojo glavo in je molil. Rekel je, da naj skupaj molimo k Mariji, da bo Marija sprosila to veliko milost. Jaz moram povedati, na žalost, jaz nisem molila, jaz sem jokala, on pa je molil. In danes vem, da je veliki svetnik pri Mariji, tako je Marija rekla, no? In je rekel, zvečer idi k Jezusu, Jezus je večer na oltarju in tam pri njemu moli. In moram povedati, da sem takrat zelo še bila taka nevedna v veri. Vzela sem celo majčko od našega sina, zato da bi pač Jezus vedel za našega Mateja. No? Danes mi je malo narodno, ko se to spomnim, ampak taki si človek. Ne? In takrat sem tisto majčko tam prosila, pokleknila sem, moram povedati, da je bil to en taki res trenutek spreobrnenja za mene in za našo celo družino. Jaz sem pokleknila in v trenutku sem dobila vročino. Mene je začelo zibati, mene je moje srce htelo poskočiti v mojih prsih, mene je valovalo, to se je dogajalo, pa jaz sem tudi počivala v duhu, vendar jaz tega nisem poznala. In me nihče ni povedal, da se lahko Jezus tudi fizično dotakne, tako fizično, da ga čutiš, da ga lahko, da te strese. In tako je bilo. To mi je povedala, po 10 letih ena gospa, ko smo v romali proti Italijo, da sem počivala v duhu, ampak jaz tega ne moram povedati. To je bila tako močna prisotnost Jezusva, da lahko rečem, da je to bilo za mene nekaj novega, nekaj velikega. In moram povedati, da me je bilo skraja strah, da bom tam umrla in sem pa rekla, Jezus, če ti želiš na koncu konca, pa jaz umrem, da bom pa sin živel. Vendar po vseh teh stvareh mi je prišla misel, pa kaj se zelo bojiš, otroka ozdravljam. In jaz sem se te misli, te milosti oprijela. Jaz nisem celo noč spala, jaz sem pa tako vesela, meni je srce sam poskakovalo, vete. In jaz pridem naslednji večer domov in smo vsi takole v krogu čakali in rečem, sin, a si ti snoči kaj čutil? Je pa rekel, po koga, pa mama jaz čutil. Sem rekla, Jezus je snoči tvoje srce ozdravil. Je rekel, mama, ti pa duhovniki pa molitve, vi ste vsi. Vsega Matej, končano je, Jezus je tebi dal novo srce, končano je. In tako je bilo. In tako je bilo, naš Matej je po nekih, ne vem kolikih dneh, pustil vse zdravila, kakih velike škatle, nosove sobe, vzel žogo, šel na igrišče in začel normalno funkcionirati. Haleluja. Gospod ga še ni čisto zdravil, Gospod ga telesno zdravil, ampak bilo je še treba veliko molitve in Bogu hvala. Zdrav mi je šel potem na Ložnico. Ložnica je bila za nas, moram povedati, mesto spreobrnenja in Bogu hvala za celo našo družino. Ja. In tam pa so začeli moliti. Cvetka in Janez sta polagala roke. Bil je tako da novoletna jelka, veste, imel je vsega, vseh nekih amuletov, veste, tu za pasom je imel tako ploščico, da bi ja bil obvarovan, čega, ne? Bil je to zelo zanimivo in počasi se je začelo to čistiti. Matej je pol prišel do spovedi, šel je v Mečegorje, popolnoma osvoboditev od vseh zasvojenosti, popolno ozdravitev, tudi duhovno ozdravitev in potem je šel tudi peš k Mariji se zahvaliti v Mečegorje. 13 dni je hodil takole in Bogu hvala. In to je bilo za nas eno novo življenje, nova doba in tukaj smo začela mi pa s Poldekom rasti. Slava Gospodu! Sami tudi doma malo bolj se poglabljati v Jezusa in moliti, da smo začeli redno vsak dan moliti, da nam ni bilo nerodno v družini pri kosilu moliti, ker včasih se nam je zdelo, da to ni potrebno. Ne? In tako smo se začeli hoditi v Ložnico, tam molitveno skupino in potem se pa tako trajalo to par let, sicer mene je šlo od začetka težko
je trajalo kar 2-3 leta, dok sem jaz roke dvignil. Je bil trdi oreh tisto, ne za mene. In tak malo po malo nas je Jezus ozdravljal. In ko smo pa začeli doma skupino, so se pa res tudi začeli razne milosti dogajati. Recimo vmes smo še tudi, smo imeli skozi eno malo firmo, inštalacije delamo. In smo prišli tako daleč, da smo bili v prisilni poravnavi. In dok smo mi to za svoje glave delali, je šlo samo na dolje. In potem smo pa to predali Jezusu in takrat je začelo se pa to obračati. Tako da, recimo zdaj, ko je bila kriza, mi druge obrtnike dobimo, da nam pomagajo delati. Včasih smo imeli 2 zaposlena, zdaj jih imamo 11. Pa še navadno 10 delavcev drugih firm nam pomaga, ker enostavno zdajle v januarju nismo nikoli imeli dela, zdaj pa tako, da se vedno vidimo. S tem, da imamo pa tudi tako firmo, ko delamo za njih, da je to v 8 dnevah plačano, kar je skoraj pravi čudež zdaj. Druge stvari, recimo, ko so se še dogajali tako pri molitvah, recimo ena gospa, to je tako ena zelo močna, je prišla na molitveno skupino, pa je bila kar parkrat pri nas, polja pa ona živi v Nemčiji in je zborela glava, pa šla na pregled in so ugotovili, da ima anorizmo v glavi. In polja pa bila na operacijo v Münchnu naročena in ko prije na operacijo pravi tam sestra, da gospa, a niste dobili obvestila, za 14 dni je prestavljena operacija. In ona pravi, veste kaj, če je pa tak, ima Bog pa nekaj drugo za mene. In ona reče, pravi, jaz grem v Rogaško na skupino. In ona prišla v četrtek k nam na skupino in takrat je Bog dal milost, pa je pokazal to anorizmo. In smo molili cela skupina, potem je pa da Bog še besedo, da naj prije še enkrat. In je potem prišla v nedeljo na molitev in takrat je pa Bog pokazal, da analizma ni več. Ona gre seveda na operacijo, bila 14 dni odložena, prija gor, pa pravi, smo je rekli, ona še zdravnikom reče, da naj še enkrat pregled naredijo, da ne bi operirali glavo, tak samo. In ona pravi, ja, to mi tako naredimo zmeraj pred operacijo. In ona je v ponedeljek prišla v bolnico, pa so delali preglede, pa so delali v torek spet neke druge preglede, pa v sredo še ene preglede, pa samo neka zdravnik je 2 skup, 3 skup, pa samo neka skimavali z glavo, pa papirje sukali vsem tja. In potem ona vpraša, kaj, me ne boste operirali? Pravi, dragi gospa, nimamo kaj. V glavnem smo molili za enega mladega fanta, ki je bil zelo bolan in Gospod je dal milost, da vete, to so darovi Svetega Duha, ki boste videli enako dobili. To nismo mi nič posebnega. Gospod je dal vsakemu tistemu, ki moli, ponižno moli z čistim srcem in vi niste dobena izjema, da ne boste to doživljali, kar mi zadoživljamo. Molili smo in Gospod je pokazal, da je ena gospa naredila nekaj okultnega na njega, gledajte, in mi smo molili in prosili in Gospod je to izničil. Potem smo molili za enega fanta, recimo 10 let je bil zasvojen s drugami in po eni sami molitvi Gospod ga popolnoma osvobodil, zdravo in se je doštudiral na fakulteti in Gospodu hvala. In res doživljamo te milosti, ki jih Gospod dela, mi smo neki slabotni reveži, veliko krat moramo iti spovedi in spovedi so tudi zelo dolge, tako Gospod se Zoran pravijo, vete, ko ti Gospod začne kazati na drobno, pol vidiš kolikokrat na dan greš stran od Gospoda in zato je resnično Gospodu hvala. Te molitvene skupine so nekaj
posebnega. Res bi vam priporočala, ker niste še v molitvenih skupinah, pridružite se, tu boste dobili velike milosti, drug drugega podpiramo, molimo, pride nekdo v skupino pa reče, vete, stiskoma, vsi se zmolimo, vsi se združimo, takrat tisti trenutek pa tudi med tednom, dokler ne pridemo skupaj. In moram vam povedati, da res doživljamo milosti. Še nedolgo tega je bila na punca, bi bilo treba iti na operacijo, rak na maternici. Prišla v četrtek k nam, smo molili, v torek je bila operacija napovedana, v torek nam piše mesec, grem domov, operacije ni treba. Zdravo, samo zdravljivo. To je Gospodova milost in jaz vam rečem resnično, gledamo tisto, kar v Svetem pismu piše. Vsak dan gledamo čudeže. Še en tak primer, kak Bog takrat, ko hoče nekoga rešiti, kak da nekomu besedo, nekoga človeka pripelje do njega, nekaj pač, neko pot zmeraj najde. Recimo smo bila v Medžugorju in tam, ko smo stanovali, vidim, da je ta gospodinja taka žalostna, pa pravim, kaj je, pravi, ata umira. Doli so ga iz bolnice nazaj, da ni pomoči, ker je imel raka, zravšega pa kap. Ne? In je en teden že bil v komi. Zdravnik je rekel, konec, ni več pomoči, so si kupili že črnino, samo čakali uro, da bo umrl. In ko smo, ti so bili tam pri tej gospodinje in naenkrat da Bog besedo, on ne bo umrl. In jaz to njej rečem, on ne bo umrl. Ne? Je rekla, ne, on ne bo samo, on gre v nebo, ne? Je konec. Sem rekel, ne, on bo vstal. Je rekla za nebo. In potem smo mi dva molila, ko smo šla na Križevac in na Crnico. In v nedeljo smo šli mi nazaj domov, je pa on, to je tam blizu, ko je avtobus naš bil, pa 100 metrov stran in gre ona pogledati očeta, kak je. Ne? In ona stopi v sobo, pa jo pogleda oče, ker že teden ni oči odprl, niti vode vzel, niti nič, pa pravi, Milena, jaz bi pa jo hrušil. Ker Bog je tu hotel nekaj narediti, zaradi tega, ker on je bil v Medžugorju, ampak v cerkvi pa nikoli. On je enostavno ni čisto posvetno življenje in potem je on normalno začel hoditi, je vse in potem je pa po njih meseci smo se nekaj spet molili za njega, smo nekaj dobili neko besede, da jaz smo dal priložnost, da se spreobrne. In to smo mi povedali ščerki in potem je naredil eno tako globoko spoved, vse zakrmen, potem je tudi bolniško nazivljenje podobo. In on je živel še, to je bilo aprila do septembra. In takrat je umrl. Prej smo, kaj god smo doli, nikoli ni bili zadovoljni. Potem je pa bil hvaležen za vsako kapljico vode, ko je dobil. V glavnem, zaradi spreobrnenja mu je dal Bog še možnost, da se lahko mu je podaljšal za pol leta življenja. Videla sem tamle enega fanta prele, pa ga pozdravljam, pa bi rada njegovo pričevanje povedala, Žiher. Zdaj me sicer ne pogleda, ampak kljub temu. Ne vem, če si tako krajš, da si že to sam povedal, ampak jaz bom zdaj povedala, se smema. Bila jaz smo bili na Križevcu in smo šli z Križevca in en fant mladi tam sedi, zelo prijeten, lepi, vsi ga poznate. Je imel zelo težave, s kolenom ni mogel dol in jaz sem rekla, veš kaj, fant, jaz te ne morem, jaz nisem tako močna. Položim pa lahko roke in Jezusa prosim, da ti Jezus to zdravi in moram povedati, da smo položili roke, molili in z Križevca je on poletel. Slava Gospodu. Tudi prej sem eno gospod vprašala,
Važno, če smem povedati še eno pričevanje, jih je tisoče, ampak zdaj, kad dolgo nas vstavite, kako bo dost. Smo bili na duhovnih vajah, duhovne vaje so bile v tišini, v Celju, in tam smo bili z velikimi, tišina je bila, in med tem smo mi dva opazovala en zakonski par, zelo lep. Gospod je bil zasvojen z alkoholom, bil je duh zasvojenosti in takrat je mene nekako nagovoril duh, da naj gremo mi čeprav med pauzo, pa čeprav tišina, da naj gremo mi moliti, oziroma še neka druga situacija je bila, no. Midva smo prišla glavno do tega moža in midva smo molila in pa ene same molitve je Gospod svoboden vsega tega in danes je taka čudovita družina in moram povedati, da sem vedno srečna, ko jih vidim, kako ponosno in lepo zgledate skupaj kot zakonski par. Prej pa mi je gospa rekla, kako je žalostna, kako so žalostne njene ščere, ko so glede tega svojega dragega očeta, ki je propadal in gledajte, tu je Gospod na delu in tu Gospod osvobaja in blagoslavlja. Jaz sem tako včasih malo bolj, tisto po domače reče, je tumas, ne? Bog to ve in mi je dal tako sliko včasih, pa besedo, da tisti najbolj nor bi zastopil. Tako enkrat ena punca stopila k mene, če bi molil za njo in sem rekel, ja, ni problema, potem smo pa oba molila zgedca in vmes je Gospod mi pokazal belo flašo, na flaši so pa bile plave slive narisane. Malo me je bilo narodno reči, če ona pije, se pa vpraša, če v sorodci bilo pije. In je pa rekla, ja, da se rata, ampak ona se je zdravila za živce in to že 20 let. In ni mogla šolo predelati. In potem smo molila in Bog je ozdravil. Ampak pokazal je, da je mama njena, takrat, ko je bila ona noseča za to, mama za to punco, je doživela tak strah, da bo njen mož tudi pil, tako oče njegov. In v tem strahu, in ta strah je prešel na to punco in je bila 20 let se zdravila za živce. In ona je takrat, je Bog usodil, je ozdravil in takrat je še bil en duhovnik, bilo tako poznat, tam pri nas in je rekel, tak zram čudeža še pa nikoli nisem bil. Tisoče. Smo bili v Mečogorju z enim duhovnikom in smo bili povabljeni v en veliki hotel in tam so prišli iz Vukovarja na mlada družina, zelo zaskrbljena, so imeli sina, 7 let starega, popolnoma zdravega, fizično, vendar ni govoril. Ko smo se združili v molitvi, nam je Gospod pokazal, da mora oče k spovedi. Zelo je bil žalosten, ampak tako je bilo. Mi smo rekli, da pač Jezus to pokazal in da pač želi, je duhovnik zraven in je seveda to na nek način sprejel, ker je sina zelo rad. Mi smo odišli, molili smo po tistem še enkrat za očeta in za otročka in za mamico in za vso to milost, kar je bilo potrebno. In po enih mesecev dni nas je ta duhovnik poklical, dete je spregovorilo in Gospodu hvala. Gledamo resnično čudeže in rekla bi vam nekaj, nismo nič posebnega, navadni ljudje, tako kot ste vi, grešniki, vse, nič ni to našega, vse kar je to Gospodino, mi dva ne delamo nič, nimamo nobenih sposobnosti nič, molimo pa veliko in če boste veliko molili, tako kot je Gospod Zoran rekel, odločite se za molitev, pa ne, a vete, onda sem bila prvi hiši, pa sem rekla, a kaj molite? Je rekla enega angelčka, že oče naš pa ne moram, vete, Jezus vas gleda. Vete, kje je Jezus? V vašem srcu. In nikar ne rečete, da ne morate moliti. Tudi za jesti se morate odločiti, tudi če greste na sprehod se morate odločiti. Tako se za molitev odločite. Odločite se, vzamite si čas, 1440 minut na dan namenite
namenite nekaj, bar ne vem, pol ure, uro, mi dva namenimo več. Mi dva gremo vsak dan sveti maši in resnično vsak dan veliko molimo. In Gospodu hvala, da lahko molimo. In tudi vam res priporočamo, začnite moliti. Ne vem, če ne morete drugače, si vzamete neki plan za nekoga, domačega, moža, otroka, kdo je v stiski, ne vem, 10 za soseda, 10 za mamo, 10 za ščerko, 10 za, ne vem, za vnučko. Glejte, in prišli boste na rožne vence in poli vam boste kar imeli plan, za koliko boste lahko molili. In Gospodu hvala, videli boste čudeže, tako kot jim gledamo. Nadaljujte to delo in se zahvalite Gospodu, da vas je povabil na ta seminar, ker to je nekaj posebnega, resnično velika Božja milost. In hvala vsem organizatorjem in hvala, da smo smeli vam spregovoriti. Samo to rekel, da tako piše v Svetem pismu, desetina še zmer velja. In desetina tudi, ko dajemo, in desetina cajta, če damo za Boga, nam Bog daje minus, to je 100%. In tudi takrat, ko dajemo nekaj nekomu, oziroma bi naj gledali, da damo desetino, ker piše, preizkusite me. On vladarje vse, vladarje slava, Aleluja. Gospodarje, gospodarje slava, Aleluja. Iisus miruje slava, Aleluja. Iisus ta seminar nas pelje k cilju prejema vseh darov, vseh blagoslov, ki jih ima Gospod za nas. Tako Cvetka kot Janez, tako Janez in Cvetka kot Angelca in Kolde so parkrat omenili in je šel k spovedi. In mu je Bog podaljšal življenje, zato da se lahko spreobrne, da se očisti. V spovedi se je zgodil čudež. Spoved je ozdravila, spoved je osvobodila. Povabljeni smo, da tudi mi stopimo v ta zakrament, ki je dar, ki je čisti dar Boga. On ve, da smo nebogljeni otročki, da se šele učimo živeti, mi se učimo za pravo življenje.
Mi se učimo ljubezni. In v tem učenju, na tej poti, tako kot vsak otrok pade, se spotakne, se tudi mi. Pa Bog nas vabi vedno znova, pridi moj objem, pridi, poglej, bilo je narobe, ampak zdaj si spoznal, greva naprej, te dvignem. To je spoved, to je dar, to je čisti dar Božji. In res povabljeni smo, da pred naslednjim srečanjem, ko bomo v polnosti prijeli to, zaradi česa nas je Gospod sam pripeljal, kar nam želi dati, po molitvi za izlitje, pridimo z očiščenim srcem. Tako da res vsak od nas je močno povabljen, da užije ta sad, da sprejme ta Božji dar v obliki zakramenta sprave. Če kdo, ki morda še ni bil nikoli v življenju pri spovedi, lahko gre najprej na pogovor, se najprej pomeni o tem, kaj to je, pa potem začuti, kako ga Bog nagovarja. Tudi pogovor s duhovnikom, bo že pot tja. Tako da, bratje in sestre, ki pripravljajo ta seminar, so se res prijazno dogovorili za določene termine, možnost spovedi prav za naš seminar. V skupinicah vam bojo animatorji dali tale listek seznamom, kdaj točno, je pa to v Cerkvi Marijinega znanjenja, to so frančiškani na Tromostovju, pa v stolnici, torej Cerkev svetega Nikolaja. Tukaj pišejo dnevi pa ure. Lahko gremo v spovedi kamorkoli, lahko gremo k svojemu duhovnemu spremljevalcu, če ga imamo, svojemu župniku domačemu. Pomembno je, da pridemo k Gospodu, ker v spovedi pridemo k Gospodu. Želimo si videti Jezusa, želimo si videti Jezusa, želimo si videti Jezusa, visoko na sebo zvignjenega, naj vidijo si ljudi sveta, resnico življenja večnega. Želimo si videti Jezusa, visoko na sebo zvignjenega, naj vidijo si ljudi sveta, resnico življenja večnega. Jezus tukaj je nekaj, v modlitvi vztrajamo, zrušimo najdrave zlobe, Jezus ostanemo. Želimo si videti Jezusa, želimo si videti Jezusa, želimo si videti Jezusa, visoko na sebo zvignjenega, naj vidijo si ljudi sveta, resnico življenja večnega. Želimo si videti Jezusa, visoko na sebo zvignjenega, naj vidijo si ljudi sveta, resnico življenja večnega. Želimo si videti Jezusa, želimo si videti Jezusa, želimo si videti Jezusa, visoko nad sebo zvignjenega, naj vidijo si ljudi sveta, resnico življenja večnega. Želimo si videti Jezusa, visoko nad sebo zvignjenega, naj vidijo si ljudi sveta, resnico življenja večnega. Jezus tukaj je nekaj, v modlitvi vztrajamo, zrušimo trkave zlobe, Jezusa ostanemo. Želimo si
Naša pomoč je namenjena Gospodove. Gospod z vami, naj vas blagoslavlja, varuje in vodi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v delu. Ajde v miru. Lahko noč.